Dobrodošli na predstavitvi letošnje druge številke revije Amfiteater, edine revije za teorijo prizoritvenih umetnosti pri nas. Predajam besedo kar Maji Murnik, ki je odgovorna urednica revije in jo prosim, da predstavlja, kaj nas čaka v letošnjem zvezku. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas in prišli. Zdaj predstavljam, gre za revijo za teorijo scenskih umetnosti, Amfiteater, 11. letnik zdaj, ker smo že dosegli drugo številko, pa mogoče povem par besed, potem predajam besedo dvema avtoricama, ki sta prišli, boste sami povedali kaj bolj verodostojno o svojih člankih kot jaz. Potem pa še malo povem, takšna je zdaj dramaturgija. In sicer je ta številka kar tak konglomerat različnih člankov, različnih po tematikah in po samih zvrstih. Tako imamo najprej 4 znanstvene razprave, ki so jih podpisali Tomaž Toporišič, Andrej Leben, Milena Mileva-Blažič in Irina Lešnik-Jeras. Tomaž Toporišič v svoji razpravi premišljuje o avantgardah, tej zmeraj aktualni in vroči temi, na razne načine se da še pristopati k njej, sploh glede na to, da po nekaterih teorijah se zopet vračamo k avantgardam in njihovi dediščini. In sicer Tomaž Toporišič avantgarde obravnava skozi prizmo razlikovanja med središčem in obrobjem vzhodne in srednje Evrope. Se pravi, v nasprotju z tem, da so v ospredju zemljevidi zahodnih centrov avantgarde in modernistične umetnosti, ki so že dobro znani v teoriji, se posveča preglednim strukturam v vzhodnji in srednji Evropi, ki pa še niso dobro izrisane. In sicer to počnem tako, da seže najprej od zgodovinskih avantgard, kjer se predvsem loteva zenitizma in konstruktivizma, potem k neoavantgardam v 60. in 70. letih, ter zaključuje z retroavantgardo proti koncu 20. stoletja, ki je tudi sama eksplicitno želela izrisati te alternativne zemljevide. Potem v naslednjem članku je prispevek napisal Andreja Sleben z Univerze v Gradcu, z Inštituta za slavistiko, in sicer analizira pestro gledališko dejavnost koroških Slovenk in Slovencev. In sicer na različnih nivojih, tako literarno kot gledališko, pri čemer ugotavlja, da v zadnjem času ta dejavnost ni vezana samo na slovenski jezik, ampak pogosto poteka na dvo- in večjezični osnovi, s čimer prihaja do nekega zanimivega sociološko-kulturnega fenomena, ki ga potem razdela na različne načine. Potem imamo v objavljen članek profesor dr. Milene Mileve-Blažič z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Članek je še izšel v okviru Amfiteatrovega simpozija, ki je bil lansko jesen in je potekal tudi v Slogiju pod nazivom Gledališki eksperiment na Slovenskem 66 do 86 in njegovi odmevi. Tako da kar vabim dr. Blažičevo, da pove par besed. Lepo zdrav, koliko je to minut? Ne vem, kakšnih 5, 7. Ker bi lahko povedala celo zgodovino tega. Lepo zdrav, hvala lepa. Na začetku bi se rada zahvalila in kolegu Gašparju Trohi za pravo demokratičnost, da se pravzaprav Slogi, da sprejema tudi primerjalce, ne samo z področja uprizoritvenih umetnosti,
pa Marke je bila, pravzaprav imam kar nekaj delovne dobe, ampak tako stroge, hkrati pa dobro namerne urednice, pravzaprav si lahko avtori le želimo. Tako da res hvala lepa, Maja. Zdaj pa začetek. Andrej Rozman Roza na slovenskem področju, pač sedaj se tudi ponovno prenavlja učni načrt za slovenščino in pač razmišljam kot literarno-zgodovinsko, kot primerjalka. Pravzaprav, kateri avtori so kanon, klasika, kateri so sodobna klasika in kateri avtori so sodobniki. Klasika, jasno slovenska, je Prešeren, Levstik in tako naprej. Kaj pa sodobna klasika? In zagotovo, da je to Svetlana Makarovič, ki jo žal ni bilo na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Sodobna klasika Svetlana Makarovič, Boris Novak in zagotovo tudi Andrej Rozman, verjetno še kdo, Tone Pavček in tako naprej. Sodobniki pa, sodobni avtori, Anja Štefan, Peter Svetina, kot vidite, je moje osrednje področje, mladinska književnost. Za Andreja Rozmana Rozo, s katerim sva tudi študirala skupaj, primerjalno književnost, pa je mogoče imel drugačno pot, ker tudi tako poklicno in prijateljsko spremlja, tudi velikokrat je prišel na pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in ena izmed njegovih značilnosti je pravzaprav so predelave, priredbe in predelave svetovne in slovenske klasike. In pravzaprav je to stalnica pri Andreju Rozmanu Rozi, ker mi imamo v družini, ne samo zato, Shakespeare je pač svetovna klasika. Lansko leto sem gostovala tudi v Indoneziji, imela sem enega indonezijskega študenta, ki me je povabil in pravzaprav vse vedo za Shakespearea. In je univerzalen avtor, svetovna klasika in imamo nekaj variant Shakespearea že v angleščini, pravzaprav za otroke kot pravljice ali pripovedke. Mene je pa zanimalo, kako je Andrej Rozman Roza, ne samo pri Shakespeareu, ampak Shakespearea sem vzela Sen Kristne noči, ki je izjemno zanimivo, pravzaprav je pravlično besedilo, ker nastopajo vile in škrati. In ne samo, da imamo doma družinske praznike na Kresno noč ali na Kresni dan, pa hčerko, ki je tu dobila ime in tako naprej, se mi je zdelo zanimivo, da sem to obravnavala, pa tudi en dolg imam, recimo do Shakespearea in do Andreja Rozmana Roze. Potem sem odkrila še tretjo stvar. Sen Kristne noči pravzaprav je univerzalni pravljični motiv. Imamo 3 knjige Hans-Jörg Utterja, v katere vse pravljice imajo svoje mednarodne številke. In ta Sen Kristne noči se pojavlja kot pravljični tip 899 kot Priam in Tizba, upam, da se tako, Priamus in Tizba, ki se pojavlja in se vleče pravzaprav, ima 2500-letno zgodovino. Vse ostalo so pa variante, tudi Shakespeare je varianta, tudi Andrej Rozman Roza. Zdelo se mi je pa zanimivo v Stolpu strelcev, ki ga ne promoviram. Če mogoče veste, imajo freske z grafito, z grafiti se imenujejo. In potem sem šla preučevati, jih je 8. Eden izmed teh grafitov ali fresk je Rošlin in Verjanko, slovenska ljudska pisma. Nisem se oddaljila v tematiki. Ampak to je slovenski kanon. Gledam Mlada zora. To je slovenski Sen Kristne noči oziroma varianta Romea in Julije. In ko tako greš nekam, v bistvu take kulturne ustanove in vidiš, da obstajajo univerzalne, literarne univerzalne, 2500 let, med katere sodi tudi Sen Kristne noči in vse ostalo so variante in si pravzaprav vesel, da vidiš, da so nekatere stvari bistvene, variantnost je pa pomembna. No, skratka, Andrej Rozman Roza se vidi, zelo bom rahlo kritična, da je pisec bralec. Ker sodobni pisci so pisci, ne bralci, nič ne berejo.
samo pišejo. Andrej Rozman Roza, recimo, ko sem primerjala zgradbo Shakespearea in njegovo, je pravzaprav identična. Obstajajo variacije pri literarnih likih in to se mi je zdelo zelo zanimivo, vendar Andrej Rozman dodaja, ker je išel iz te generacije sodobno gledališče, igra v igri, improvizacije, sinergija profesionalnega, neprofesionalnega, igra v igri in tako naprej. Imate elemente, tudi elemente hipijevstva, potem pa pravzaprav ima dodano vrednost. Mogoče je malo rahlo zamujal to eksperimentalno gledališče, ali mu je pa podaljšal življenjsko dobo. Bi lahko rekla, ker tudi na teh kolesarskih izletih ali protestih je Andrej Rozman Roza te elemente eksperimentalnega gledališča dodajal. Zdelo se mi pa, da ima še nekaj več, če primerjam Shakespeareovim Snom kresne noči, ki je čudovito besedilo. Resnično krasno besedilo in odlični prevod Otona Župančiča. In Andrej Rozman Roza je dodal še dodano vrednost in to je teorija karnevala Mihaela Bachtina na osnovi knjige Rabelais in njegov svet. No, recimo letos smo šli pogledati Rabelayevo Domačijo, ker me zanima kontekst recimo Gargantua in Pantagruela. Nisem označilost Andreja Rozmana Roze, da ima subverzivnost. Veste, subverzivne elemente ima tudi Linhart. Matiček se ženi pa Županova Micka. In pravzaprav s temi elementi subverzivnosti, to je vzgoja socialnih upornikov. Jih ima tudi Andrej Rozman Roza, to so različne obredi, dogajanje na trgu, predvsem smešanje in on je, Shakespeare ima poetične imena, Andrej Rozman ima rahlo hudomušna imena, Zadnik, Klinc, pa tako naprej, Spak, v bistvu karikira prostor in čas, bi dodala, da utemeljeno ima razloge. In potem sem poskušala dekodirati in Shakespearea, ne vem, če nimam teh grandioznih motenj, ampak razmišljala sem, zakaj se določene literarne univerzalije pojavljajo 2500 let. Tukaj sem se obrnila na teorijo, apliciran teorijo profesorja Zvezdana Pirtoška, da smo homo ludens, da imamo evolucijsko potrebo po pripovedovanju zgodb. Ker to so esencialne stvari. Rojstvo, poroka, smrt ali eros thanatos, vmes pa še Sen kresne noči. Kaj pa je dodal Andrej Rozman Roza? Je tudi Shakespeare, jasno, ampak Andrej Rozman Roza. Dodal je homo naransu še homo ludens. Kar je pravzaprav značilnost eksperimentalnega gledališča s podaljšanim življenjem. S tem bi se pričali. Hvala lepa. Zelo sugestivno in tako. Tako da zdaj vabim še dr. Irino Lešnik-Jeras z Univerze na Primorskem, pedagoška fakulteta, ampak z tiste univerze, da nam pove kaj o svojem članku, ki posega na področje gledališke pedagogike. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se najprej zahvalila obema že omenjenima. Najprej Gašperju Trofi, ker je ogromno naredil na področju gledališke pedagogike, ki z začetkom poenotenja terminologije, ki bo, upajmo, kmalu objavljena v novem terminološkem gledališkem slovarju, in pa seveda urednici tudi za vse pripombe, opombe, komentarje, zaradi katerih je članek seveda boljši. Torej, ja, v svojem prispevku ugotavljam, kako na kakšen način lahko drama postane učni pristop, kar je že iz naslova razvidno. Zdaj, beseda drama je mogoče pomensko nekoliko obremenjena in pomeni nekaj drugega v anglosaškem okolju, odkudar ta pristop sicer tudi izvira in pri nas. Tako da bom poskušala na kratko razložiti, zakaj gre, kaj imam s to dramo v mislih.
Področje gledališke pedagogike se deli na 3 stebre, tako smo pred nekaj leti to klasificirali, seveda pa tega nismo mi izumili, ostaje že, ne vem, če ne prej 60-ih, 70-ih je Draga Ahačič v sklopu Pionirskega doma zagotovo zelo aktivno delovala na tem področju, če tudi ga ni dobesedno tako imenovala. Gledališka pedagogika v bistvu vključuje vse načine vključevanja gledališča v vzgojo, v šole, v vrtce, v katerekoli vzgojno-izobraževalne institucije. Prvi način je seveda, da otroci ustvarjajo gledališče na njim primeren način. Tako se sami preizkusijo v različnih gledaliških vlogah, od igralcev do režiserja, kostumografa in tako naprej. Drugi način je, da so otroci seveda v vlogi publike, sprejemnikov gledališča. Ni samo po sebi umevno, da so otroci opismenjeni v tem, gledališko opismenjevanje je torej drugi steber, prepoznavanje vseh gledaliških znakov, ki jih srečamo na odru in to, da jih znamo prebrati, je to, kar bi radi podali naslednjim generacijam in seveda na tak način vzgojili bodočo gledališko publiko, ki bo zahajala v gledališče tudi po zaključenem šolanju. No, tretji steber, s katerim se tudi sama najbolj aktivno ukvarjam in sem se v sklopu svoje doktorske disertacije, pa je učenje z gledališča. Če je pri prvih 2 stebrih gledališče cilj, bodi si ustvarjanje, bodi si sprejemanje, je pri tem tretjem sredstvo za doseganje nekih drugih ciljev. In tu je treba biti še posebej previden, ker ko umetnost postane sredstvo, lahko za neko ideološko indoktrinacijo, lahko za vzgojo in tako naprej, pogosto je to umetniškost, estetsko noto. Tako da je treba biti zelo previden, kako se tega lotevamo, kdo se tega loteva in kakšen način. Pri nas je ta steber še, bom rekla, v izgradnji. Prvi korak, da doseže neko znanstveno veljavo, nek nivo, je neka enotna terminologija. Ker se to zdaj zelo različno lahko prevaja, tudi nekritično, iz tujih virov, imamo ogromno neformalnih in bolj formalnih tudi poslogija izobraževanj iz gledališke pedagogike, ampak ker zadeve niso poenotene, se praktično vsak lahko kliče za gledališkega pedagoga in s tem naredi tudi več škode kot koristi našemu področju. V tem primeru predstavljam, na kakšen način bi drama v izobraževanju lahko predstavljala tak učni pristop, ki bi hkrati ohranjal torej to estetsko, umetniško noto gledališča, torej da bi se učili o gledališču, ampak hkrati z njo dosegli neke druge izven gledališke cilje, odvisno od teme, seveda, ki jo z dramo obravnavamo. Sama sem se s tem pristopom srečala v Birminghamu na programu Birminghamske univerze Applied Theatre, ki ga tako čisto dobesedno lahko prevedemo aplikativno gledališče, in se ukvarja ravno s tem, torej aplikacijo gledališča v neke negledališke prostore. Kamorkoli, kjer so ljudje, ker ljudje, odnosi med njimi so nek predpogoj za ustvarjanje gledališča. V najširšem pomenu besede, zdaj ne samo kot umetnosti. Tako, torej kaj je drama v izobraževanju? Gre za zvrst procesne drame, to je treba najprej povedati. Cilj ni ustvariti produkt namenjen gledališki publiki. Vsi, ki sodelujejo pri tem procesu, so načeloma že ustvarjajo zase. Oni so in ustvarjalci in sprejemniki tega procesa. V produkt načeloma drama v izobraževanju ne rezultira, lahko pa tudi. Ampak ni nujno, zadostuje, da sodelujemo tukaj in zdaj vsi prisotni v tem dogodku. Temo drame navadno izbere gledališki pedagog oziroma učitelj, če tako rečem, in je lahko karkoli, torej z kateregakoli področja, navadno družboslov je tu prednjači, ker je mogoče malo težje s pomočjo gledališča obravnavati naravoslovne teme, ni pa nemogoče. Kot sem rekla, če mi imamo neke odnose med ljudmi, ki jih raziskujemo s pomočjo življenja vloge,
je to primerno sredstvo. Naslednja pomembna zadeva je že omenjena igra vlog. To je ključna metoda, brez igre vlog ni izobraževalne drame, ker ravno v tem je, kako bi rekla, doprinos tega pristopa. Da ne samo poslušaš o neki temi, ampak se aktivno uživiš v vlogo. Zdaj, kako, na kakšen način to počneš, je zelo pomembno. Igra vlog kot taka je omenjena v učnem načrtu za slovenščino, ki je predmet, ki pri nas načeloma pokriva gledališče, poleg izbirnega predmeta gledališki klub. Ampak kako učitelji to razumejo, na kakšen način se to udejanja, je pa druga zgodba. Če, ne vem, bom dala tak banalen primer, učitelj reče, ti si prodajalec, ti si kupec, zaigraj ta prizor. Tu ne bo krvasti gledališkega, bo pač neko ponašanje, pogosto stereotipne narave. Tako da na ta način v redu, lahko bi rekli, da je to neka varianta igre vlog, ampak zagotovo nima v sebi veliko umetniškega. Če pa po drugi strani najprej orišemo nek kontekst, razmišljamo o določenem liku, imamo na primer odlično tehniko gledališke pedagogike obris osebe, pri kateri neko osebo obrišemo, tako njeno zunanjost, predvsem pa njeno notranjost, kako čustvuje, kako razmišlja. In se šele potem na naslednji stopnji uživimo v ta lik, ne, bo taka igra vlog seveda bistveno drugačna. In ves čas se to uživljanje vloge menjuje z nekim čisto, ne bom rekla običajnim, ampak z običajnimi vlogami. Vrnemo se v naše vloge in reflektiramo, kaj smo počeli, kaj se je zgodilo, do česa je pri tej improvizirani navadno igri vlog prišlo. Ker drama v izobraževanju je v večji meri vedno improvizirana, kot sem rekla, ustvarjamo jo vsi skupaj. Učitelj pripravi nek okvir, seveda tudi ima neko idejo, katere vloge približno vsaj bodo učenci prevzeli, ampak v končni fazi je to neka zgodba, ki jo ustvarjamo vsi skupaj. In jo sproti reflektiramo, razmišljamo, kaj smo se v posamičnem delu naučili. Tukaj moramo omeniti še simbolno dimenzijo tega pristopa, ki je na nek način tisti, ki pripelje do uvida, ker seveda mi smo v fiktivnem svetu drame, drama je lahko kjerkoli, karkoli, kdorkoli v njej sodeluje, ampak želimo si jasno, da skozi to fikcijo ugledamo realnost, razmišljamo o nekih čisto realnih težavah ali stvarnosti, ki nas obdaja in se na tak način učimo. Jaz v članku predstavim različne definicije drame v izobraževanju, mnogo teoretikov, večinoma anglosaškega izvora se s tem ukvarja. Prva je drama v izobraževanju opredelila Dorothy Heathcote in tudi ta pristop, ki sem ga sama potem v doktoratu naprej razvila in aplicirala pouk slovenščine, se nanaša na to njeno izročilo, ampak hkrati prilagaja našemu sistemu, kako bi rekla, obravnave. Tako da mislim, da bi se z nekaj znanja o tem pristopu, ker predvsem to je tisto, kar učitelje manjka, da tega pristopa sploh ne poznajo, ker sistemsko se s tem v okviru študija razrednega pouka ne nujno srečajo. Na naši univerzi tudi je gledališče oziroma so gledališke vsebine samo izbirne za učitelje razrednega pouka, za predšolsko vzgojo obvezne. Tako da, ni nujno, da vso to znanje učitelji dobijo. Ko se bo to sistemsko rešilo, ko bo terminologija poenotena, potem upamo, da ima tudi ta pristop pri nas svetlo prihodnost. To je moja strani. Hvala lepa. Zanimive teme. V okviru simpozija, to so bili zdaj znanstveni članki, 4 razprave. V okviru tega simpozija lanskega o eksperimentalnem gledališču na Slovenskem, konec 60. in do 80. let in njegovih odmevih, smo objavili tudi obsežen intervju z Iztokom Toljem, režiserjem, v katerem se intervju je pripravil Primož Jesenko
Viktorij pa se ozre na celo svojo ustvarjalno pot, vse od začetnih režij, pa potem prek dela za TV, v dokumentarno oddajo v zvezi z pač upori rudarjev na Kosovu in tako naprej. Skratka, ozre se vse, govori o vseh ljudeh, s katerimi je deloval in zelo zanimiv intervju, res tako priporočam, je fajn čitati in tudi veliko pove o tistem času in tako. Potem imamo še en esej, ki ga je napisala Jana Pavlič. Pač idejo za esej je dobila ob ogledu uprizoritve v pariški operi, pač opere Nixon na Kitajskem. In v svojem eseju se osredotoča na operni libreto Alice Goodman in potem to primerja še z drugimi besedili sodobne opere in predstavami v okviru tega, recimo z Einsteinom The Witch, Roba Wilsona, potem pa tudi z drugimi geopolitičnimi temami, kot je obravnavana v politični drami strašna nedokončana zgodba Norodoma Sihanoka, kralja Kambodže, katerega besedilo je napisala Hélène Cixous, posebej za uprizoritev Ariane Množkin v 80-ih letih. Številko sklepata še dve recenzije, to je stalno, kot ponavadi, in sicer v eni Boris Kern z ZRC SAZU obravnava zbornik 17 razprav, Govor in prostor, ki sta ga uredili Katarina Podbevšek in Nina Žavbi. V drugi recenziji pa Jakob Ribič z AGRFT premišljuje o knjigi Gledališče in vojna Zale Dobovšek. Mogoče za konec omenim še to, da je revija, poleg tega, da je vključena v znanstvene baze MLA, Scopus in DOAJ, se je letos uvrstila tudi med znanstvene revije razreda A po klasifikaciji Nacionalne agencije za vrednotenje raziskav Italije, kar nam je prijazno sporočila dr. Monteverdi, članica mednarodnega uredniškega odbora in prek nje naš član Aldo Milohnič tukaj prisotni. Hvala lepa, ker ste si vzeli čas in prišli na predstavitev in zdaj se bliža konec leta, vam želim tudi lepe praznike in eno ustvarjalno naslednje leto.